Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel je rekel: Ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočila boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakovovi hiši vekovaj in njegovo kraljestvo ne bo konca. Marija pa rekla angelu: Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam? Angel je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nate in moč najvišjega te bo vsenčila. Zato bo tudi sveto, ki bo rojeno, Božji sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti. In to je 6. mesec njej, ki je nerodovitna, kajti pri Bogu ni nič nemogoče. Marija je rekla: Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Današnji praznik Gospodovega oznanjenja se je skozi zgodovino Cerkve tudi spreminjal v imenu. V starem cerkvenem koledarju je bilo označeno kot oznanjenje človečenja blaženi devici Mariji ali začetek odrešenja. Nekateri so poimenovali današnji praznik spočetje Kristusa, zato, da se je ločilo od Marijinega brezmadežnega spočetja. V Španiji v 7. stoletju so imeli praznik Marijinega deviškega materinstva. Tako kot je vsak Gospodov praznik povezan tudi z Marijinim praznovanjem, je prav ta Gospodov praznik najbolj povezan s Marijo, ker prav v tem trenutku Marija postane Božja mati in pričakuje rojstvo Jezusa Kristusa. Tudi so ljudje se spraševali, kaj je izhodišče, ali je današnji praznik izhodišče za Jezusovo rojstvo, ali je Jezusovo rojstvo izhodišče za današnji praznik Gospodovega oznanjenja. Nekako je prepričanje, da je prav danes izhodiščni praznik, zato ker so ta praznik postavili v pomladansko enakonočje. In v tem pomladanskem enakonočju, ko se začne narava prebujati, nova rast, novo življenje, so kristjani prepoznali v tem, da je to dan stvarjenja sveta. Vendar samo stvarjenje sveta ni tisto, kar bi bilo dokončno. In so kristjani rekli, dokončno pa je dan učlovečenja Jezusa Kristusa, da se stvarstvo odreže
in je na koncu kljub dvomom nepopolnemu razumevanju rekla: zgodi se mi po tvoji besedi. Marija je bila povabljena z besedo. Nekoliko kasneje je bil k Božjemu sodelovanju povabljen sveti Jožef. Ne z besedo, ampak z dejanjem je vstopil v to Božje sodelovanje. Še pred Gospodovim oznanjevanjem je bila povabljena k sodelovanju sveta Ana, sveti Joachim, starša device Marije, za vzgojo svoje hčerke, da je lahko sprejela to Božje povabilo. In prav v tem lahko gremo z mislijo, kje pa je naše sodelovanje z Božjim delovanjem. Moje sodelovanje. Tukaj je gotovo sodelovanje takrat, ko je molitev, še posebej molitev Angel Gospodu, 3-krat na dan. Tudi je lahko moje sodelovanje takrat, ko sam rečem: zgodi se, naj bo tako. Ne razumem vsega. Tudi ne vem, kakšna bo prihodnost, pa ne se zgodi tako, kot Bog ve, da je najboljše. Takrat je moje sodelovanje, kakor je bilo Marino. Tudi takrat je moje sodelovanje, ko sprejemam življenje, svoje življenje, življenje bližnjih, ko varujem življenje, sodelujem z Božjim delovanjem. Sodelovanje takrat, ko so konkretna dejanja, tukaj je zgled sveti Jožef. Ali ni sodelovanje takrat, ko smo zbrani pri Gospodovem oltarju, ko nam je Bog najbližje, nam je blizu v svojem telesu in tako je bil blizu tudi pri Božji Materi Mariji, ko je bil spočet, pa tudi naše sodelovanje je takrat, ko prosimo za Mater. In ne bo tudi v tem trenutku naša molitev, naša prošnja za blagoslov vseh mater, ki pričakuje rojstvo otroka, da bi sprejeli kot dar življenja, kot svetost življenja in da bi svoje materinstvo res lahko srčno opravljali. Pa se v duhu pridružimo blagoslovni molitvi za Mater. Molimo: Gospod Bog, stvarnik vsakega življenja, ozri se na matere, ki prosijo blagoslova zase in za svoje nerojene otroke. Napolni z globokim veseljem nad čudežem življenja in jih v svoji dobroti obilno blagoslovi. Varuj jih in daj, da bodo otroci, ki jih pričakujejo, zdravi zagledali ljud sveta. Naj najdejo pri svojih starših varno zavetje in uživajo njihovo ljubezen po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sedaj pa tudi skupaj